ima se za Božjega sina. Zase pravi, da je Mesija, Božji maziljenec. Le, kaj se bodo še spomnili tam v Nazaretu? Pa ga je kdo zaslišal? Ne. Naj slišim priče. On je govoril, jaz bom podrl ta tempelj, ki je narejen z rokami, in v 2 dneh se zidel takega, ki ne bo narejen z rokami. Kako si upa kaj takega govoriti? Ne boš nič odgovoril. Ali je to res, kar govorijo? Daj, meni povej, kaj je res. Parotin te priživem Bogu, povej nam, si ti Mesija, Božji sin? Jaz sem. Poslej boste videli sina človekovega sedeti na desnici moči in priti z oblaki neba. Pa saj sploh ne potrebujemo. Slišali ste bogokletje, se vam ne zdi? Toda mi ga ne moremo obsoditi na smrt. To lahko stori le Pilat. Odpeljite ga k njemu. Kar si hotel, to je vaš. Ne prijemaj tega denarja, to je cena krvi. Svojimi osladnimi besedami. Pisarju si in brani se zdaj. Kršil si postavo, nasprotoval potomcem Abrahama. Naj zdaj na te pride Božja jeza. Tišina! Utišite! Ne, na tem prostoru! Vas moramo spet protesti! Piši da rad na križ. Kaj je tako nujnega, da se me morali zbuditi sredi noči? Kaj dela tu ta podivjana množica? Spoštovani upravitelj, ne bi prišli, če ne bi bilo tako nujno. Tudi mi ne moramo spati. In to zaradi tega nič vredneža, Jezusa iz Nazareta. Zalotili smo ga, kako je zavajal naš narod. Pravi, da je dolgo pričakovani Mesija. In da cesarju ni treba dajati davkov. Hujska množice. Hodi po celi deželi, po Galileji in po Judeji. Svoj zbira z magijo in striki. Ogroža naš narod. Ogroža tudi rimsko cesarstvo. Tako je. Naš veliki duhovnik Kajfa ga že obsodil. Zdaj smo prišli k tebi, da potrdiš njegovo sodbo. Ubogaj Pilat! Tišina! Delajte se lahko po vaših njivah in templu. Tukaj pa tega ne bom poslušal. Zaslišam od tega moža in sam presodijo njegovi krivdi.
Jezus iz Nazareta, ti si torej judovski kralj. To si ti rekel, ne jaz. Poglej me, jaz ločitelno nisem Jud in vaše zdrave me sploh ne zanimajo. Sem pa o tebi veliko slišal od ljudi, ki se derajo tam zunaj in te hočejo mrtvega. Kaj si hudega storil? Si res kralj? Morda Mesija? Če bi bil kralj te zemlje, bi se moja vojska bojevala proti Judom in me branila. Ampak moje kraljestvo ni od tega sveta. Torej, si vendarle kralj. Dobro, Jezus, povej mi, zakaj si tukaj? Česa te toži tvoje ljudstvo? Na svet sem bil rojen zato, da govorim o resnici, o kraljestvu mojega očeta, ki je v nebesih. Kdor sprejema resnico, posluša moj glas in hodi za menoj. Resnica? Resnica? Kaj je sploh resnica? Žena, kaj delaš tukaj? To ni za tvoje oči. Poglej, sem si vsa bleda, kaj se je zgodilo? To je on. O, bogovi, to je on. Pomiri se, draga, povej mi, kaj se dogaja. Poznaš tega moškega? Danes sem imela zelo žive sanje. In on je bil, veliko sem trpela zaradi njega. Pilat, poslušaj me, nič ne imej s tem človekom. On je nedolžen. Pri vsem, kar ti je sveto, te prosim, da ga izpustiš in na ne dviguje svoje roke. Pa misliš, da je to sploh mogoče? Imam sploh kakšno izbiro? Slišiš te podivjane zveri tam zunaj? Dragi, poslušaj svoje srce, ne pa te zveri tam zunaj. Zaslišal sem Jezusa iz Nazareta in ne najdem vzroka za smrtno obsodbo. Po naših zakonih je nedolžen. Jaz na njem ne najdem nobene krivde. Pri vas pa je za praznik Pashe navada, da vam nekoga izpustim. Hočete, da vam izpustim vašega kralja Jezusa? Prav, izpustil sem vam morilca in razbojnika. Vi ste tako hoteli. Jezusa bom kaznoval s bičanjem. Odpeljite ga. Tako velik prevarant je po pravici tepen zaradi grehov proti postavi. Enako moramo storiti s vsemi ostalimi, ki so sledili. Tišason, hajde!
Glejte, človek. Glejte, vaš kralj. Nimamo drugega kralja, razen cesarja. Pilat, saj si cesarjev prijatelj, kaj ne da? Boš kar tiho? Se ne boš nič branil? Nedolžen sem pri krvi tega človeka.